Fantasy. Radio Fantasy. Ja, in da nas ne boste narobe razumeli, sem si jaz danes zopet v studio Radia Fantasy poklicala moje pomočnike iz Mladinskega centra Celje. Dobro jutro. Zdravo, dobro jutro. Čau, čau. Čakajte, daj tebe spet ne čujem. Aha, pa bom pa malo več. Takole, Zdaj, super. veš kaj, tak nežen glas, tak imaš, glede na to, kak si visok, ne? Ampak ne pozabimo, nadomeščam danes sodelavko Hano, ne? Tako Ona da pa je sem bolj v bistvu, tiha, ja. to imaš pa prav. Evo, z mano v studiu sta direktor MCC-ja oziroma Celjskega mladinskega centra, Tadej Perčič, in pa Katja Kolenc, ki je zadolžena za toliko stvari, da jih ne bom naštevala. V glavnem, Katja je capo di banda za, bom rekla, bolj evropske dogodke, ki se izvajajo v Mladinskem centru. Super opis, Maruša, res je. Ja, no, tak je, pa za basket turnir smo mi dve ta prve, ko nimamo pojma v basketu. Sma pa tam. Smo pa tam, pa tudi koše smo dale, tudi to je Res je. res. Ampak full fest bomo danes dali na stran, ker danes sta prišla z razlogom, Tadej je namreč dobil zadolžitev za kreativni inkubator, ki se bo zgodil naslednji teden, če se ne motim. In Katja je tukaj za natečaj GOAT. O tem bova midve rahlo več povedale kasneje, ker začela bova namreč s Tadejem, ker Hana je bila tista, ki je imela prednost in pa dobro, ko je direktor, nej mu bo. Tadej, kaj sploh je kreativni inkubator? A veš, ko imamo zdaj inkubator Savinjske regije Celje, pa zdaj kreativni inkubator, pa zdaj marsikdo to meša? Ja, dejansko sta to dve čist ločeni zadevi, no. Kreativni inkubator je nek projekt, ki je že pred, mislim, da zdaj že več kot desetletjem nekako nastal na pobudo Celjskega mladinskega centra in potem kasneje v povezavi z europedirect.savinjske, kjer se nekako vsako leto trudimo skupaj z partnerji in pa tudi sami nekako narediti en, kako bi rekel, en sklop delavnic, sklop nekih delavnic predavanj, ki omogočajo mladim neko dodano vrednost. Zdaj pa ali je to dodana vrednost pri vstopu na trg, ali je to dodana vrednost pri osebni rasti, ali je to pri nekih novih znanjih, novih kompetencah, nekako skoncentrirane v 3 dni dogajanja. Vsak dan skozi dopoldne nekako potekajo različne delavnice, zdaj lahko tudi malo mogoče pogledamo, kaj so letošnje teme, z ciljem nekega opolnomočenja in pa razvoja neformalnih kompetenc mladih. No. Zdaj, imate tudi, lahko povemo, kar precej znane goste tudi, pa tudi so direktorji podjetij večkrat prisotni. Jaz sem si recimo letošnjega zapomnila Dan podjet, mislim, da pride. Tako je, med drugim bo z nami tudi sociolog, doktor profesor Dan Podjet, antropolog, ki se ukvarja nekako z oziroma se bo na delavnici nekako spraševal, kdo smo, kaj hočemo v življenju, kaj nam nekako daje tisto vrednost jaza. Je pa tudi zelo, zelo zanimivo, njemu vedno rad prisluhnem, ker vedno nekako vzporednice vleče iz realnega življenja in iz tega, kar se nam dogaja na dnevni bazi, tako od različnih obravnav, od različnih odvisnosti s telefoni, s tehnologijo. In nekako potem tukaj vedno znova nekako pridejo v neki zaključki, ker je cilj, da se mladi nekako malo zazrejo v sebe, vidijo mogoče, kaj počnejo prav, kaj bi lahko izboljšali. Potem bo z nami tudi magistra Marjana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava, prejemnica Jabolke navdiha in pa tudi zelo aktivna v lokalni skupnosti. Potem bo z nami direktorica razvojne agencije Savinjska, Bojana Stopinšek, se opravičujem, ki bo govorila malo bolj o regionalnem razvoju, o tem nekako s kolesom po regiji, no, je njen naslov. Potem pa še drugi znani obrazi v Celju, Jolanda Thaler, mogoče ne vem, če poznaš, Maruša Vlašič, mislim, da jo Šuši tudi nazivajo. Nimam pojma. Iz predstavništva Evropske komisije se nam tudi pridruži Jerneja Jukerše, ki bo malo več osvetlila nekih evropskih priložnosti za mlade na našem območju. Delavnica fotografije, delavnica nekako mladinskih priložnosti kluba Študentov občine Celje. Res ogromno neke vsebine, skonsolidirane v 3 dni in res vrhunska priložnost za vse mlade, da nekako malo razširijo svoj pogled oziroma da malo najdejo mogoče neke nove interese, neke nove poglede.
Tako smo rekli, no, prihodnji teden od ponedeljka do srede, nekaj prostih mest je še na voljo. Glih sem te hotela vprašati, a je treba kaj plačati, da pridemo? Ne, to je vse z podporo europedirect.savinska in pa Celjskega mladinskega centra, tako da je za udeležence popolnoma brezplačna udeležba. Kdaj pa začnemo? Začnemo v ponedeljek, takoj ob 9. zjutraj. Aha, fajn, mislim, da vem, a veš ti z dan, ko bom prišla, da si pol moram fraj vzeti, ne? Tako da vsak dan dopoldne, no, ponedeljek, torek, sreda, prihodnji teden so obvezne prijave. Tako sem rekel, prijava je brezplačna. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na naši spletni strani mc-celje.si. Boste takoj našli kreativni inkubator. Tako da je res neka izvrstna priložnost. No. Mislim, da pred začetkom tudi novega šolskega leta, da nekako nek uvod naredimo. Ja, super, tedaj bil si ekstra izčrpen, se pravi, od kreativnega inkubatorja se bomo selili zdaj še k goat, ki ne pomeni koza, ampak bo Katja razložila malo več, takoj, ko bo seveda svoje odpel vikend in povemo še vremensko napoved. Evo, pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, še vedno z mano eminentni gostje, torej z mano je direktor Celjskega mladinskega centra, Tadej Perčič in pa Katja Kolenc, deklica, ki ima čez evropske projekte. Dobro jutro še enkrat. Zdravo, Čau. ponovno. Zdaj, prišla sta z dvema razlogoma. Prvi je kreativni inkubator, ki smo ga že obdelali, ampak imaš natanko 30 sekund, da narediš obnovo. Kaj se bo dogajalo in kdaj? Ja, prihodnji teden, no, kot smo rekli, začnemo s kreativnim inkubatorjem, res 3 dni intenzivnih delavnic, zanimivih gostov, od ponedeljka do srede, se pravi prihodnji teden, ponedeljek 25.8. začnemo. Udeležba je brezplačna, tako da se prijavite na spletni strani mc-celje.si. Res se bo zvrstilo v 3 dneh ogromno nekih zanimivih gostov, zanimivih delavnic, tako da res vljudno vabljeni. Pozabil je še povedati, da vas čaka kava, malica in darila. Tako je. In počne se ob 9. Tako, evo, bravo, Katja, skupnimi močninami je ratelj. Katja, tebe bom pa jaz zdaj vprašala, kaj je s to kozo, ki jo tako super oglašujete, pa v bistvu sploh ne pomeni goat koza v vašem primeru? Bili smo zelo navdahnjeni, ko smo iskali naslov za evropski projekt in smo izhajali iz tega GOAT, Greatest of All Time, tako da ni koza, ampak Greatest of All Time in seveda nismo hoteli te trademark imena uporabiti in smo šli Get on the Action Train. In je lepa simbolika tudi v smislu, kaj je vsebina samega projekta, spodbujanje mladih, da so aktivni, predvsem z vidika, da jih spodbujamo mladinske pobude in iniciative. Zdaj, ta natečaj je bil ekstra, ker kačink, ne? Koliko denarja je bilo razporejenega med te Imamo inovativne srečo. projekte? Ja, imamo srečo, evropski denar ne pade z neba, ampak ko smo ga dobili v okviru projekta, smo ga posebej namenili še za te mladinske pobude. Bil je natečaj v 5 evropskih državah in vsega skupaj, vseh 5, 50 000 evrov je bilo namenjenih za mladinske pobude. V Sloveniji smo 10 000 evrov razdelili med 2 mladinske pobudi. Ena se je že izvedla v juliju, ena pa sledi in je v okviru Fullfesta. Ok, dajmo zdaj povedati za tisto, ki se je že zgodila. Ja. Verjetno poznana Break the Floor, že vrsto let se izvaja v Celju in vsako leto seveda se nadgrajuje in ker pridejo tekmovalci iz različnih koncev iz sveta in tudi zelo priznani sodniki break floor ali hip-hopa, se vidi, da to ni moja scena. Breakdance, Breakdansa, hvala. Je potrebno kar nekaj evrčkov tudi, da sam dvodnevni dogodek izpelješ, organiziraš in da je na nivoju, ker to je pomembno tudi, da vsako leto se nadgrajuje. Ja, in smo z enim delom žakla evrov sofinancirali izvedbo tega dvodnevnega dogodka. Super izvedba, mislim, da preko 200 plesalcev je bilo, 3 zelo priznani sodniki in mislim, da kdorkoli je bil tam, lahko sam reče, da je bil vibe na nivoju. Vibe je vsako leto top. Je pa res, da jaz sem že sama začela z breakdanceom tudi v mladinskem centru v Celju, kjer smo takrat še skupino Squad Effect imeli pri vas dejansko treninge. Tako da tudi moje poti se križajo z vami, kakorkoli, čeprav smo zdaj že
krepko čez tisto obdobje mladine. Po So letih. trenutki, ko nas še pelje. To pa je res. Ja. Kaj pa zdaj drugi projekt, ki ga boste financirali? Že lahko poveva kaj o tem? Lahko poveva, da se bo dogajal v okviru dopoldanskega programa Fullfesta. Okay. In sicer predvajali bomo filme, ki jih je ena mlada ekipa iz Slovenskih Konjic, fantje, posnela že eno leto nazaj v lastni produkciji in bomo imeli eno filmoteko, se pravi, boste lahko njihove filme si prišli ogledati brezplačno, pa še neke druge kreativne zadeve, ampak ne bom več povedala, no te prije devite, veš. Okay. Kam pa kdaj moramo priti, moraš še to povedati? Ja, dopoldne v petek od 12. ure dalje, ker se tudi takrat odpre ulica, ful okusna ulica, ker boste lahko malo prigriznali, pojedli, pa se vsedli, pa en film pogledali. Okay. In v soboto enako. Tako, če vas dopoldne v petek in soboto ni v MCC-ju, ne vem, kje ste. Ni vas, ne obstajate. Tukaj, da boste vedeli. Torej, uspešno se je zaključil tale mednarodni tečaj. Boste še nadaljevali s takimi tečaji? Ja, ideja je super, ne? Samo vedno se ostavi pri financah. Tako da mi vsekakor je vedno v našem interesu, da iščemo možnosti, ker mislim, da je na nas kot organizaciji in pa na splošno, bom rekla, odraslih tistih, da iščemo priložnosti, tako finančne kot v samem lokalnem prostoru, kako mladim dati priložnost. Ne? Mi ful govorimo, dajmo jim priložnost. Ja, ampak je tudi na nas, da smo tisti, ki jih spodbujamo, ne samo z našim znanjem, ampak tudi s priložnostmi, ki jim damo. Tu pa tudi seveda zajema tudi finance in MCC mislim, da dobro dela na tej strani, da ali so to projektne zadeve ali pa iz našega lastnega budžeta, da najdemo. Je pa to tudi dogodek, ki se bo zaključil v četrtek, en dan pred Fullfestom, se pravi 28. Bomo imeli konferenco, tako se reče, drugače bomo bolj to sproščenem okolju zadnjega vrta, kjer bomo predstavili te mladinske pobude, ker pridejo tudi mednarodni partnerji, bo tudi pobuda, ki je bila sofinancirana na strani Slovaške, bo oni predstavili, kaj so oni naredili. In pa hkrati smo tu povezali tudi Celje po moje. To sem hotela slišati, če. Bravo, Katja. Povej mi, ja, ker tale v bistvu participativni proračun, ki je bil namenjen mladim, je bil v bistvu prvič. Ja, je bil prvič in je enaka ideja. Dajmo priložnost mladim, da povejo, kaj potrebujejo. So spisali projekte, jih prijavili tudi na Celje po moje za mlade. Glasovanje se je zaključilo, mislim, da junija, ne me citirati. In sedaj so znani 3 projekti, ki bodo sofinancirani strani participativnega proračuna in vsi ti 3 bodo predstavljeni v četrtek 28. od 5. ure dalje na zadnjem vrtu Celjskega mladinskega centra. Jo. Evo, čas se nam seveda izteka, ker vedno je, ko je fajn, čas beži. Ampak vseeno, Celjski mladinski center je odprt vse dni v letu, če se ne motim, in smo dobrodošli vsak dan, večkrat na dan tudi. Ne? Od kavarne, hostla in samega dogajanja Fullfest se približuje, ampak smo rekli, da Fullfest pustimo za naslednji teden. Ta teden smo rekli, kreativni inkubator obdelamo, torej od ponedeljka do srede ste vljudno vabljeni na kreativni inkubator, so pa obvezne prijave. Potem pa v četrtek takoj na konferenco mladinsko, ki se zaključi z koncertom Trio First. Potem pa kar prespite v hostlu v petek na Fullfest, sobota, ful okusna ulica. Mislim, ni, da ni. Pa naj še kdo reče, da se v Celju nič ne dogaja. Naslednji teden, če ne veste, kam greste, pač pridite v MCC, katerikoli dan. Evo, tako. Evo smo povzeli. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. Seveda vama pa tudi hvala za obisk. Se vidimo, slišimo, še kakšno kavo spijemo in kakšno rečemo. Malo se še moramo pofotkati. Jaz pa bom rekla, da ja, malo še bom z vami, kaj velik pa tudi ne. Tako da, hvala vam in se slišimo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.